Osrednja občinska kulturna proslava. Kulturno tudi za najmlajše. Prešernov mikrofon odprt. Bezeg s šmarnogorskim kvintetom. 35 let od katastrofalnega požara. Žavbi s svetovnim rekordom. Jadranje s povodnim možem. Dober večer in lepo pozdravljeni v informativni oddaji, ki je tokrat zaznamovana s praznovanjem kulturnega praznika. Še celo športna prireditev je bila posvečena Prešernovemu povodnemu možu. Prešernova pesem Kam je bila osnova za idejo rdeče niti tokratne osrednje občinske prireditve ob slovenskem kulturnem prazniku. Vsebina prireditve, scenarij in režija je tokrat pripadla Osnovni šoli Pirniče, ki so svoje delo opravili izjemno in poželi ogromno čestitk. Tako kot so jih prejeli tudi trije prejemniki priznanja Občinske kulturne zveze za svoj doprinos k kulturnemu ustvarjanju in pa seveda prejemnica pletenice za posebne dosežke Zvonka T. Simčič za že 10. leto trajajoč projekt Hiša na hribu, ki je dosegel široko prepoznavnost kot unikaten primer povezanosti lokalnega okolja z umetniško dejavnostjo. Slavnostni govornik na letošnji osrednji občinski kulturni proslavi je bil župan Nejc Smole, ki je bil pobudnik ideje, da prireditev pripravijo osnovne šole. Hvaležen sem našim osnovnim šolam, da so sprejele pobudo, da prav vi ponovno postanete center našega praznovanja, da vsako leto spoznavamo doživljanje kulturnega praznika skozi oči vaših učencev in učiteljev. Tako letos začenjamo 4-letni cikel gostovanj. Vsako leto v drugem kraju, vsako leto v organizaciji druge naše osnovne šole. Hvala, dragi učenci in učitelji Osnovne šole Pirniče, da nas danes gostite tukaj v tem prijetnem kulturnem domu v Pirničah. In hvala vam, ravnateljica, za vaš pogum, da ste bili prvi v tem krogu. V svojem nagovoru pa se je posvetil osrednji misli prireditve prevpraševanju kam. Izpraševanje, ki je staro prav toliko kot človeštvo samo. Vprašanje, s katerim se srečujemo vsi, vsak izmed nas. Nekateri pogosteje, drugi redkeje, nekateri pa ga na glas ne izgovorijo nikoli in živijo kar tja v en dan. Za iskanje odgovora kam kot oseba si odgovoren sam. Čeravno je težko in je verjetno eno najtežjih vprašanj, ki zraven prinaša še toliko podvprašanj. Čemu, kdaj, le zakaj? V govoru se je dotaknil razkroja vrednot in pomanjkanja občutka za skupnost posameznikov, ki to isto skupnost čutijo le, ko jo potrebujejo. V poplavi informacij, ki jih kroji tudi umetna inteligenca, razčlovečenost in oddaljevanje drug od drugega, bo samo skupnost vrnila duha. Ljubi in delaj, kar hočeš. Kajti, če delamo iz ljubezni, bo odgovor kam, kot posameznik in kot skupnost, jasen. Če bomo delali iz ljubezni, bo vsebina vedno premagala formo. Bo napredek vedno v službi človečnosti in ne obratno. Prešernovi nesrečni stihi, ki so bili napisani ob spoznanju, da ga njegova Julija ne ljubi, je bila v navdih idejni avtorici tokratne občinske prireditve, ki je v scenarij preslikala negotovost posameznika današnjega časa, ko ljudje doživljamo stisko, tesnobo in strah iz različnih vzrokov in v iskanju miru iščemo različne odgovore na vprašanje kam. V prepletu pesmi, glasbe, plesa, recitacije, izvedene v izvirnih interpretacijah, ki so požele občudujoče vzdihe, smeh, aplavz, pa tudi solze gledalcev, so se izkazali učenci Osnovne šole Pirniče. Za rdečo nit sem vzela pravzaprav Prešernov kam in potem iskala pesmi, ki se nekako navezujejo na to temo iskanja človeka v sedanjem sodobnem času. Pri postavitvi smo se pa tudi pogovarjali z učenci, tudi kako oni vidijo zlasti tiste zadnje triade, ki imajo že kakšne dobre ideje, pa seveda deklamacija, ko zaživi, dobi en drugačen pomen, eno novo težo. Vsekakor sem pa želela, da se te pesmi približa otrokom, da jih oni ponotranijo in da potem izhajajo iz njih. Da so oni pravzaprav oni postanejo ta tekst, ki ga govorijo.
ker samo tako lahko posredujejo potem sporočilo tudi naprej. Organizacija tovrstne prireditve, kamor so vabljeni tudi najbolj pomembni občinski veljaki in pa seveda tudi vsi ostali, je zagotovo velik zalogaj, a se ga v pirniški osnovni šoli niso ustrašili. Mi vsako leto postavimo, tako da smo šli v resnici čim manj obremenjeni s tem, da je tudi občinska, ker se mi zdi, da vzgajamo pravzaprav od najmlajših do najstarejših in je treba kulturo posredovati na najvišjem nivoju pravzaprav vsem in vsak lahko potem poišče znotraj tega nekaj zase. Tokratno proslavo si bomo zapomnili tudi po velikem številu nastopajočih otrok, v povezovalni vlogi pa sta blestela simpatična Živa Turk in Nejc Smrkolj. Vseh nastopajočih je bilo 76, z zborom, ki je zavzemal večji del, je bilo pa res tudi veliko število deklamatorjev, več kot 20, tako da je bilo kar precej usklajevanja. Najprej veliko predpriprav, iskanje najbolj primernih učencev, tistih, ki so se nekako poistovetili s pesmimi, potem pa redne vaje, včasih tudi na račun pouka, kar je bila za njih tudi nagrada, mogoče so se za to še bolj potrudili. In kdaj smo pa začeli prav z vajami, pravzaprav takoj po novem letu. Prej je bilo pa seveda že vse pripravljeno, kako pa kaj. Je nastopanje na gledališkem odru drugačno kot nastopanje v šoli? Absolutno. Učenci so bili navdušeni nad odrom, nad lučmi, nad mikrofoni. Takoj smo spraševali, če bomo imeli še kdaj v kulturnem domu proslave in da si tega zelo želijo. Na odru so se nastopajočim učencem pridružile tudi pevke ženske vokalne skupine Žlebe in sicer na željo letošnje prejemnice pletenice za posebne dosežke Zvonke Simčič, ki je z veseljem spremljala ustvarjalnost pirniških učencev. Ja, meni je super, da je prišla ta vsebina na dan. Mogoče pa imam eno željo, da bi se ljubiteljska kultura in pa profesionalni umetniki združili. Mogoče manjka samo še ta kamenček v mozaiku, se vendarle v Medvodah ni samo ljubiteljska kultura, ampak smo tudi profesionalci in moja vizija je, da se mi skupaj združimo, da ni vsak na svojem bregu, ampak da smo vsi skupaj. Ob kulturnem prazniku Strokovni svet za kulturo na predlog društev in ostalih občanov podeljuje priznanja za posebne dosežke v kulturi. Letos je torej pletenico za posebne dosežke prejela soavtorica projekta Hiša na hribu, ki je lansko leto potekal že 10. leto zapored, Zvonka Simčič. Letos v bistvu mislim, da je pletenica rešila v prave roke. Nekdo, ki 10 let vztraja, ki pelje projekte, ki so res zelo zahtevni, se mi zdi, da si takšno pletenico še zlasti zasluži. Tako da letošnja pletenica je šla v roke Zvonke Simčič in mislim, da smo zelo veseli lahko, da jo imamo v občini Medvode. 10 let je že ena takšna doba, da se delo pokaže, pokažejo se tudi sadovi. In mislim, da je prav, da en takšen projekt tudi v občini dobi neko veljavo. Kot so organizatorji zapisali v obrazložitvi, je poseben pomen projekta v tem, da avtorica svoje delo ves čas povezuje z delom drugih umetnikov, hkrati pa gradi skupnost v povezovanju z domačini. In moramo vedeti, Hiša na hribu ni zdaj samo Sveta Marjeta, ampak je celotno Polhograjsko hribovje, so ljudje, smo ustvarjalci od vse povsod in jaz poskušam biti tista, ki vso to energijo združuje. In s tem nastaja neko posebno umetniško delo, lahko bi rekla socialna instalacija. Projekt Hiša na hribu je sicer nastal daljnega leta 2015 v soavtorstvu s priznanim kulturnim ustvarjalcem, žal prezgodaj pokojnim Francem Cegnarjem. V resnici sploh nisva razmišljala, kaj se bo zgodilo, ampak ta ideja se je nekako kuhala in s tistim prvim letom, tisto je bilo res ena peščica ljudi, entuzijastov, ki smo s tem projektom začeli, ampak potem se je
še v obdobju, ko je bil še Francelj z nami, že kazalo, da smo obrali pravo pot. Zvonka Tasimčič je skupaj s sodelavci razvila svojevrstni umetniški koncept umetniškega ustvarjanja v odmaknjenih krajih, s katerim poudarjajo ohranjanje vrednot, kot so sprejemanje, darovanje, odpuščanje in ljubezen. S tem pa v kraje, kjer je bila tradicionalno razvita ljudska kultura, prinesla tudi duh sodobnega umetniškega ustvarjanja. Jaz mislim, da so ljudje v teh 10 letih spoznali vsebino in mogoče tudi tisti, ki so imeli malo strahu pred sodobno umetnostjo, vidijo, da je sodobna umetnost mnogo širša, kot si ljudje predstavljajo. Sodobna umetnost ni samo to, da so razstavljene slike, kipi, da slišimo pesem, ampak je neko povezovanje, je tista skupnost in je artefakt, je skupnost, ki jo umetniki z neko vizijo skupnosti, ki je v tem času prav gotovo potrebna, držimo skupaj in jo gradimo in jo ustvarjamo z neko vizijo vnaprej. Midva sva takrat, že prav na začetku, pa gradila s to mislijo skupnosti. In se danes tudi že v evropskih projektih kaže, da je vse več povpraševanja po teh vsebinah. Projekt Hiša na hribu je v pripravah in bo seveda potekal tudi v letošnjem letu. Zdaj 2 leti bomo malo bolj poglobljeno delali na vsebinah Marjete, svete Marjete, zato ker naslednje leto praznujemo 500. obletnice cerkve, tako da bomo še bolj poglobljeno delali v povezavi z domačini in z njimi skupaj gradili zgodbo. Zvonka Tasimčič je bila tokrat edina prejemnica pletenice za kulturne dosežke. Strokovni svet namreč o prejemnikih odloča na podlagi prijav. Jaz mislim, da je vedno fino, da je prijav več. Tudi če torej niso potem ljudje izbrani, zato ker komisija vseeno presoja, torej če niso izbrani, je vredno prijave ponoviti. Gre za to, da v resnici je to ena priložnost, da vsi skupaj se nekako zremo na to, kar v bistvu med vodah nastaja in je mogoče tudi svojim glasom, svojim predlogom nenazadnje pohvaliti, sooblikovati to, kar se v bistvu tukaj na kulturnem področju je nekako lahko opaženo ali pa nastaja preprosto. Občinska kulturna zveza je podelila tudi 3 priznanja podpornikom kulture. Urošu Jamniku za podporo pri delovanju kulturno-umetniškega društva Franc Aleški Finžgar Senica, tako s finančnimi sredstvi kot sodelovanjem pri organizaciji kulturnih dogodkov. Podpiram zato, ker je v domačem kraju in poskušam podpirati stvari, ki so v domačem kraju. Se mi zdi dobra ideja, predvsem imamo te dirke z garami pri nas in poskušamo z mojo podporo, upam, da lahko prireditev uspeva in da z leti skozi bolj uspešna. Na kakšen način pomagate kulturnikom? Ja, s finančnimi sredstvi, predvsem pa tudi pri organizaciji poskušam pomagati in tudi sodelovati, koliko imam časa. Se vam zdi, da je kultura v vašem kraju močno razvita? Imamo kar nekaj sekcij kulturnega društva, tako da mislim, da se trudijo. Tudi gostinstvo Jezeršek je ogromen podpornik kulture, predvsem v Sori, kjer tamkajšnje kulturno-umetniško društvo Oton Župančič Sora podpirajo z materialnimi in finančnimi donacijami in sodelovanjem pri organizaciji dogodkov. Smo del skupnosti, že od nekdaj v Sori smo odraščali kot lastniki podjetja, danes pa seveda želimo sodelovati, kajti zavedamo se, kako pomembno je grajenje neke skupnosti, grajenje vasi in teh povezav in pomoč kulturnemu društvu je najmanj, kar lahko naredimo v naši poziciji. Se mi zdi, da ste v Sori še posebej močno povezani prav na račun delovanja v kulturi. Ste tudi vi sami kdaj sodelovali v teh društvih? Seveda, od folklore do športnega društva, do kulturnega društva, sodelovanje pri različnih predstavah. Tega je bilo nekoč veliko, danes žal to čas ne dopušča več, ampak
Sem pa vesel, da še vedno obstajajo te pogoji za takšno udejstvovanje. Konec koncev zaradi svojih otrok, zaradi širše družine je fajn živeti v taki skupnosti. Priznanje pa je prejela tudi domačija Parlenart na Belem, ki odpira vrata različnim strokovnim, znanstvenim in kulturnim dogodkom in dejavnostim ter je s tem postala pomembna točka medvoške kulture. Mogoče se zdaj pozna, da to je kar nekajletno delovanje na ta način. Jaz mislim, da je pomembno, da kultura seže do tudi bolj odročnih krajev in mislim, da v bistvu lokalna skupnost to zdaj tudi počasi prepoznava, sprejema, se vključuje. Vedno je pomembno tudi, da se poskuša recimo temu profesionalno kulturo povezati z ljubiteljsko na teh krajih, da na ta način lahko pridobita obe, se pravi in ljubiteljska z izkušnjami profesionalni pa tudi nek drug pogled in potem tudi iz članov, ki so nekoč ljubiteljsko se ukvarjali z kulturo, mogoče nekoč postanejo profesionalci, tako da mislim, da se to kar dobro prepleta. Ob koncu prireditve so se obiskovalci še malo podružili v avli kulturnega doma in spregovorili o medvoški kulturi, ki je v naši občini zelo pestra in raznolika. Jaz pač mislim, da v bistvu da je pač torej življenje medvoško kulturno izredno pač pestro, da pač obstajajo različne oblike kulture, tako da si ljudje tudi lahko različne stvari izbirajo, ne? To je tudi bistvo, da si lahko zbereš tisto, kar ti nekako najbolj ustreza. Se mi zdi, da v bistvu bi rekla, Medvode niso neka prav velika občina. In bi rekla, da za tako majhno občino, da v bistvu je tega dogajanja kar precej. In mislim, da je tudi kakovostno, tako da mislim, da je kar na dobri poti. Seveda, vedno je prostor za izboljšave in tako, ampak ne, bi kar rekla, da je v bistvu pač kulturno dogajanje v bistvu zelo pestro, ne? Kulturni dom v Medvodah je bil poseben tudi za najmlajše. Prav njim je bila namreč namenjena gledališka plesna pravljica Mišja šola. In najmlajši so tudi prvi oddali odgovore na Mišje uganke izpod Triglava, ki poteka v sklopu praznovanja 180. obletnice rojstva Jakoba Aljaža. Prešernov dan smo praznovali že večer prej na osrednji občinski prireditvi in seveda je tudi na sam praznik odmevala podelitev letošnje pletenice za posebne dosežke, katere prejemnica Zvonka Tasinčič simbolizira povezovanje sodobne umetnosti s kulturno dediščino. Tako kot se spreminja v bistvu kultura, spreminja se čas, spreminja se družba, tako se spreminjajo na nek način tudi Medvode. V bistvu je eno povezano z drugim. Imamo globalizacijo, družbena omrežja, vse je odprtega tipa in v bistvu s tem tudi prihajajo sodobne, drugačne vsebine v Medvode. Mislim, da Zvonka Simčič, ki je dobila pletenico za posebne dosežke, zelo uspešno povezuje sodobno umetnost s kulturno dediščino in tudi vpeljuje to v skupnostne projekte, kjer sodelujejo tako vaščani kot vsi drugi profesionalci, umetniki. In mislim, da je to nekako prišlo do zelo dobrega stika tega. Vsekakor ljubiteljska kultura, prostovoljstvo izginja, tega se moramo zavedati na žalost. Spodbujamo otroke, da se pridružajo društvom, ampak čas je tak, da smo v nekem času profitabilnosti oziroma nekako bi vsi na nek način najraje videli, da so za vsako delo, vsako dejanje, ki ga opravljajo, plačani. In tako je težko potem spodbujati in razvijati ljubiteljsko kulturo. Upam, da bo tudi v ljubiteljski kulturi vedno več mladih, vedno več prostovoljcev, ampak trenutno je kar nekaj upada. Zato je potrebno že najmlajšim pokazati, da je udejstvovanje v kulturi v vsej njeni širini in pestrosti pomemben korak k obogatitvi naše družbe. Tudi na ta način, da jim damo vsebine, ki so zabavne in hkrati izobraževalne, kot je bil gledališka plesna pravljica Mišja šola. Dvorana Medvoškega kulturnega doma je bila na sam kulturni dan napolnjena do zadnjega kotička in če bi bilo mogoče, bi bilo mladih obiskovalcev še več, saj so bile sicer brezplačne vstopnice razdeljene že dolgo pred dogodkom. Za letošnji Prešernov dan smo si zaželeli malo plesa, pa smo povabili v goste
torej Mišjo šolo. To je gledališko-plesna pravljica in mislim, da bojo otroci kar uživali. Plesna pravljica Mišja šola avtorice Katje Vidmar je otroke podučila, da je učenje koristno in tudi zabavno. Če se učimo s prijatelji in si pomagamo, si pri tem več zapomnimo, se kaj novega naučimo in morda celo zaljubimo. Po predstavi pa so mladi nadobudneži tudi sami izpolnili mišje uganke izpod Triglava. Tako se namreč imenuje projekt, ki se je začel 8. februarja. Letos, ko praznujemo 180. obletnico rojstva Jakoba Aljaža, smo se odločili, da pripravimo en poseben projekt. In sicer, da pripravimo mišje uganke izpod Triglava. Torej, začeli smo na 8. februar, Medvoški kulturni dan, že po tradiciji z Mišjo šolo in Mišja šola je nekako napovedala tudi eno tako mehno šolo z ugankami, kjer lahko odrasli, mlajši in najmlajši odgovarjajo na vprašanja in če pravilno odgovorijo, tudi sodelujejo v žrebu za nagrade. Da bi bilo reševanje ugank zabavno za vse generacije, pa so vprašanja različna tudi glede na starost sodelujočih. Vprašanja so razdeljena v 3 kategorije. Najtežje vprašanja seveda dobijo odrasli, potem malo manj težka, tako srednje težka dobijo mladi od 8 do 16 let. Potem za najmlajše smo pripravili kar ena taka bolj, kako naj temu rečem, bolj simbolična vprašanja, ampak še vseeno ravno toliko težka, da se vse za mišjo dlako potem neki tudi naučijo. Da se ne boste ustrašili, vam namignemo, da izbirate med 2 odgovoroma in imate tako polovično možnost za pravega. Uganke lahko rešite ob obisku Kulturnega doma Medvode, dobite jih na blagajni ali v tamkajšnjem lokalu. Žrebanje nagrajencev pa bo potekalo 16. in 17. maja na Medvoškem kulturnem festivalu, ki prinaša zanimive vsebine, o katerih bomo več izvedeli v naslednjih mesecih. Kako se iz majhne in skromne ideje lahko razvije poseben in simpatičen projekt, bi lahko rekli dogodku, ki v Smlednik ob kulturnem prazniku privabi ne samo domačine, temveč tudi obiskovalce iz drugih krajev. Gre seveda za večer odprtega mikrofona z branjem poezije, pa tudi proze, ki ga KUD Smlednik organizira ob slovenskem kulturnem prazniku od leta 2023. Tokratni v soboto je bil 3. po vrsti. V Smledniku so prebivalci tradicionalno povezani prek kulturnega društva, tam se otroci, seveda poleg pouka v šoli, prvič srečajo z odrskimi deskami, nastopanjem in spoznavanjem kulture. Zato tudi ne gre brez praznovanja osrednjega kulturnega praznika, kjer so pred časom vsakokrat staknili glave, kaj bi pripravili. Leta 2023 pa preizkusili edinstven in preprost koncept. Odprli so mikrofon za vsakogar, ki je želel prebrati, odrecitirati ali povedati kak njemu ljub vers ali celo pesem, in odziv je bil izjemen. Ideja se je rodila, mislim, da precej spontano, namreč v našem KUD-u smo vedno imeli tako malo, kako se reče, interno šalo, da smo imeli problem, kaj narediti za 8. februar. Zelo velikrat smo želeli vključiti poezijo in potem je enkrat pač padla ideja, da bi dejansko odprli mikrofon in pustili ljudem, da si sami ustvarijo svoj dogodek, in je to lepo uspelo, da kar nadaljujemo. Dobrodošli so prav vsi, letos je posebno veliko otrok, tako da super, ampak vedno zelo različni ljudje. Lani konkretno se spomnim, da so bili tudi v drugih jezikih celo poezija brane, tako da je bilo pač nad vse pisano. No. Ampak dobrodošli so prav vsi in tudi mislim, da se ljudje tako počutijo. No, recimo, zdaj, reklame sploh ne delam neke posebne, ampak se dejansko razširijo med ljudmi novica in potem povabijo svoje prijatelje, znance in mislim, da se vsi počutijo sprejeti. No. In to je tudi cilj. Ljudje so prireditev odlično sprejeli tudi zato, ker niso bili zgolj obiskovalci, ampak so dobili priložnost tudi, da sooblikujejo praznik kulture. Prireditev tako nima časovnice, nima programa, razen osnovnega uvoda, nato pa je prepuščena navdihu sodelujočih. Dvorana je bila skorajda povsem polna, nastopali pa niste vsi. Kako se odločate, kdo bo nastopil, sprejemate kakšne predprijave, kako ste pravzaprav vedeli, kdaj je konec dogodka? Nobenih predprijav, do 7, ko se dogodek začne, ne vemo, kaj se bo zgodilo. Tudi mi med sabo nismo dogovorili,
nobenega dogovora ni, ti boš pa to prvo prebral, zato da boš prebil let. Res je pač cilj, da imamo tukaj malo vina, malo sirčka, malo kruha, malo muzike in da pravzaprav ustvarimo kot eno tako kavarnico, ki je pač namenjena poeziji. Tako da ja, ne, popolnoma spontano in zaupamo, no, in zaenkrat se nam je obrestovalo. Tokratni večer je bil zelo raznolik. Sodelovali so tako najmlajši kot nekoliko starejši, domačini pa tudi gostje od drugod. Prav vsak je dodal unikaten kamenček v mozaik kulture, ki so ga ustvarili ta večer. Kamorkoli greš, nikoli ne veš, kam boš prispel, če tudi boš pel. Strinjaš se s tem, da tudi jaz vem, kam vodi ta pot. A jaz vem le, da je neznano povsod. Morda poletiš tja v višave, kjer angeli spletajo dom v daljave. Morda v tla popeljete, kjer hudičev mnogo je. Morda na zemlji boš ostal in vedno pot domov iskal. A vedi le, da kamorkoli greš, kam boš prispel, zagotovo ne veš. Je kakšno pravilo, omejitev za tiste, ki želijo sodelovati? Ne, absolutno nobene omejitve ni. Ljudje prinesejo svoje, torej poezijo, ki so jo sami napisali, potem Prešernovo, drugih slovenskih pesnic in pesnikov, lahko prinesejo tudi prozo, misel. Dobrodošla bi bila tudi pravzaprav neko spontano razmišljanje, res ne želimo omejiti na noben način in do zdaj je to prav super funkcioniralo. Tudi zato je kljub enakemu konceptu vsaka prireditev drugačna. Ob prijetni spremljavi Tilna Sušnika na kitari so nastopajoči ustvarili še en zelo prijeten večer. Seveda je drugačen v smislu, da je vsak ta dogodek čisto unikaten, in to je tudi njegov namen, ampak ne, pravzaprav z velikim veseljem rečem, da je prav tak kot prejšnji 2 leti, zelo topel, zelo srčen. Vsakič, torej mislim, da je zdaj že 3. In res smo vsako leto znova smo pač res navdušeni, ko vidimo, koliko ljudi pride, ko vsako leto pride tudi kakšen nov, pridejo tudi ljudje, ki niso iz Smlednika, tudi recimo oddaleč ali pa so kako navezani na Smlednik, no. Ampak skratka, ja, bom rekla, vsako leto unikaten, pa hkrati enako srčen. No. Edina stvar, ki je bila načrtovana, je bila začetna zdravljica mladega kulturnika Ambroža in uvodne besede ene od organizatork Blažke Brešan, ki je zbrane povabila pred mikrofon. Obiskovalce pa je razveselil tudi obisk Franceta Prešerna, ki se jim je pridružil na odru in tudi sam dodal pikico na i prijetnemu večeru svojo hudomušno smleško pesmico. O, Smlednik! Ker sem hišo si sezidal. Ker sem prišel, je sosed še spod krave kidal. Da bi tako ostalo, iz ženo si oba želiva. Žal, pozidana je danes skoraj vsaka niva. Ne vem, kaj vleče te ljubljanske srajce. Kmalu prepovedano bo že imeti zajce. Ka zjutraj zvon na cerkvi se oglaša, oznanja kmalu, da začela se bo maša, se nekateri prevhodo jezijo, češ da jih moti in da nas pijo. Pa kaj si rinil? Zakaj zapustil revež si fužine? Bi to pustil in rajši bi vdihaval pline. Ter pustil nam deželo bi domačo, da zdravo v njej pridelamo jedačo. Ansambel Šmarnogorski kvintet, ki se imenuje po priljubljeni izletniški točki na severu Ljubljanske kotline, je z delovanjem začel v aprilu leta 2022. Mlada 7-članska zasedba deluje z željo ustvarjanja in širjanja kakovostne kvintetovske narodno-zabavne glasbe, vzornik pa jim je eden in edini ansambel bratov Avsenik. Da spoznamo malo več o bližnjem ansamblu, jih je mlajša literarna sekcija Bezeg, kuda Jarem povabila na pogovor v Bar kulture. Pogovarjali so se z Ano Plahutnik in Maticem Toplakom, ki sta nam predstavila vse o njihovih začetkih, delovanju in kaj obljubljajo v prihodnje.
tudi v Medvodah 25. marca ob materinskem dnevu. Ansambel Šmarnogorski kvintet deluje vse od aprila leta 2022 pod mentorstvom Saše Avsenika. Sestavljajo ga 7 članov, Ana Plahutnik na vokalu, Jernej Korbar s klarinetom, Jurij Bastarda na kitari, Nace Remih na basu, Blaž Trobas na trobenti, Žan Avbelj na vokalu in vodja Matic Toplak na harmoniki. Delujejo želje ustvarjanja, negovanja, spoštovanja in širjenja narodno-zabavne glasbe, saj je ena in edina in samo naša, pravijo. Kako pa se je vse skupaj začelo? Jaz sem na akademijo hodila in na konzervatorij za glasbo in smo se pač malo poznali od inštrumentalistov. Pa je vsak enemu rekel, pa smo se pol malo prek Facebooka, pa kdo je Krško mu napisal, mogoče, če bi prišel. In smo naredili neko vajo in smo probali in smo se kar ujeli, tako da in takrat naprej smo ansambel. Pika na i pa je bil klarinetist Jernej Korbar. Nekako se je bila ona prelomna točka, ker smo na vaji v bistvu vsi zbrani bili od obstoječega benda, kar je bilo, torej ta stara zasedba, ker smo dobili našega klarinetista Jerneja Korbarja, ki je v bistvu na vaji prišel kot proba in ki je v bistvu, ko smo njega slišali, kako zveni njegov klarinet, pa kakšno osebnost je rekel, smo pač se sam pogledali, smo rekli, no, to je to, gremo delati. Akcija. Kje je bil pa vaš prvi koncert? To je bilo pa v Tacnu, v gasilnem domu. Tam smo začeli res tako, da smo naredili nekaj tazga, da smo rekli, ok, to je tista stvar, ki se splača za njo delati in tudi je bilo čisto polno, pred vrati so stali, tako da je bilo tudi za nas to ena zelo, zelo lepa izkušnja. Imajo 3 avtorske skladbe, a jih lahko pričakujemo še več. Med največje vzornike štejejo ansambel bratov Avsenik, katerega skladbe tudi najpogosteje izvajajo na samostojnih koncertih. Zakaj pa ravno Avsenik? Ker je eden in edini. Avsenikova glasba je večna. In spoštujmo jo, negujmo jo, dajmo jo svet, se je naša. Harmonikaš Matic je prav tako tudi plesalec in zdaj trener akrobatskega rock'n'rolla. Plesalec rock'n'rolla sem, ko bi rekel kariero, plesno sem imel 17 let. Po 17 letih sem nekako rekel, da je mogoče za kakšno novo poglavje v življenju. Pol je muzika prišla, v bistvu ansambel, tako pol leta kasneje. Zdaj sem pa še mer, ko bi rekel, trener za mlajše sekcije, za akrobacije, da se jih ne pobijajo med sabo, da jih malo počuvam, če lahko temu tako rečem. No. Zaplešajo tudi na kakšno vašo ali pa na kakšno Avsenikovo, mogoče narodno zabavno? Smo že probali, sem se takti malo ne izidejo. Kaj pa so cilji ansambla za naprej? Čim več nastopanja, ker z nekimi nastopi mi dosežemo lahko, se mi zdi, in za nas in za publiko nekaj več. Tako da predvsem to, da se pokažemo ljudem tukaj v Sloveniji, pa mogoče tudi kam širše ven. Pa še uradno povabilo na koncert ob materinskem dnevu 25. marca v Kulturnem domu Medvode. Poslušalci TV Medvode, če ne veste, kam bi vašo mati, zakaj bi darilo za materinski dan posvetili, pripeljite 25. marca tukaj v Medvode, v Kulturni dom. Šmarnogorski kvintet bo čudovite glasbe izvajal tukaj, samo za vas z naslovom koncerta Lep spomin je nate mati. Prisrčno vabljeni, ne? Jurij Marusik, vodja literarne sekcije, nam je zaupal, po kakšnem ključu je izbral Šmarnogorski kvintet. Jaz sem malo brskal, če imamo kakšen narodno-zabavni ansambel v okolici Medvod, ker imam jaz nekaj besedil, ki bi jih rad ponudil kakšnemu, in tako sem naletel na Šmarnogorski kvintet. Potem sva pa v stik prišla z Maticom, pa je pa naneslo pogovor na to, kaj pa če bi vi prišli enkrat na naš klepet. Prav Matic, mogoče bi pa še koncert naredili, ne? Tako da potem sem pa začel sodelovati in zato sem jih pa tudi povabil na klepet pred koncertom, tako da ljudje malo tudi spoznajo, kaj jih čaka v dvorani 25. marca. Pa ste besedila, ki ste jih želeli predati, ste že predali ali se dogovarjate, kako je zdaj s tem? Jaz sem mu dal, tako da mogoče kdaj pridejo na vrsto. Prav tako pa vabi na predstavitev pesniške zbirke Pocukranke v torek 18. februarja ob 19:30 v knjižnici Medvode. V nedeljo bo minilo 35 let od največjega požara v zgodovini Medvod, saj je takrat zgorel obrat sinteze podjetja Kolor. Leta 1990 je bilo sploh izjemno leto za našo televizijo, saj smo takrat dobili prvo videokamero. Pričeli smo se učiti, kako pripravljati televizijske informativne oddaje. Za 1. novembrske praznike so Medvode doživele velike poplave.
Takoj na to, 2. novembra 1990, smo pričeli z rednimi tedenskimi informativnimi oddajami. Decembra smo z našo kamero zabeležili tudi plebiscit za osamosvojitev Slovenije. Naša televizija tako letos praznuje 35 let informativnega programa Novic med vodami, ki smo jih pričeli pripravljati še v času nekdanje države. Zaradi tega vam bomo večkrat postregli s kakšnim zgodovinskim spominom na čase, ko smo pričeli beležiti zgodovino naših krajev. To, kar gledate, so posnetki požara v obratu sinteze medvoškega takrače Kolorja, ki se je zgodil 16. februarja leta 1990 v popoldanskih urah okoli 15. ure na delovni dan. Požar je bil izredno obsežen in na kraju je posredovalo večje število gasilskih enot, vključno z gasilsko brigado Ljubljana. Požar je popolnoma uničil objekt, vendar so gasilci in zaposleni uspeli preprečiti širjenja ognja na sosednje objekte. Ogenj je napredoval dosti hitreje, kot so ga gasilci lahko krotili. Obkolili so ga z vseh strani, vključno strehe. Ampak vse je izgledalo, kot bi kres gasili s čajno žličko. Vodo so z motornimi brizgalnami prečrpavali pod železniško progo iz Sore, jo vozili s cisternami iz Goričan in seveda koristili tudi hidrante. Dejansko objekta ni bilo možno rešiti, so pa obvarovali sosednje ločene proizvodne objekte. V enem izmed njih je bila takrat tudi sprejemna postaja in prvi studio naše televizije. Tudi zaradi tega požara smo na to studio prestavili v prostore Svobode, kulturnega doma Medvode. Nadaljujemo pa športno, z dogodkom, ob katerem bi s ponosom zadonela slovenska himna. Prav na slovenski kulturni praznik, torej v soboto, je eden najboljših slovenskih amaterskih kolesarjev, Andrej Žavbi, na velodromu v Novem mestu med 3-dnevnim državnim prvenstvom postavil svetovni rekord UCI v svoji starostni kategoriji 65+. V eni uri je prevozil več kot 46 km. Tisti, ki se spoznajo na tovrstne rekorde, menijo, da ga bo res težko preseči. Skratka, Andrej Žavbi izbil dosedanji svetovni rekord UCI v vožnji na 1 uro v starostni kategoriji 65+, ki ga je lansko leto postavil Kanačan Ralf Schatzmer, izboljšal za skoraj poldrugi kilometer za 1480 metrov. Ali drugače povedano, v 1 uri je prevozil 46 km in 143 metrov. Celo hitrejši je bil kot pred 5 leti. Hvala za čestitke, občutki so tako, no, sej, kaj dosti matra niti nisem, malo sem se spočil, psihično sem se pa precej razbremenil, ker je tudi psihično zelo naporna zadeva in je v redu, zdaj sem kar zadovoljen. Čeprav poznavalci menijo, da bo tokratni rekord težko preseči, pa bi lahko iz ust svetovnega prvaka v starostni kategoriji 65+, v katero je vstopil konec leta, sklepali, da ima še nekaj rezerve, če mu bo zdravje to dopuščalo. Ja, rezultat je dober. Mislim, sem kar konkretno popravil prejšnji rezultat. Sem pa pričakoval nekaj podobnega, no, ker sem zelo veliko treniral, sem se pripravljal, v bistvu sem tudi testiral parkrat, no, in sem pričakoval nekaj v tem smislu, mogoče celo malo več, ampak glede na to, da zadnjih 10 dni, praktično skoraj zadnji dan pred tekmo, sem se še nekako boril z malo težjim prehladom, ampak na koncu v bistvu je bilo tako približno, kot sem pričakoval. Na ta dogodek, postavitev svetovnega rekorda, se je fizično in psihično intenzivno pripravljal zadnje 3 mesece, manj intenzivno pa že bistveno dlje. V bistvu že pred 4 leti, ko sem ta rekord postavljal v prejšnji starostni kategoriji, sem razmišljal, da verjetno, da bom pa to v tej kategoriji tudi ponovil in sem se kar psihično, fizično že tako skozi pripravljal na to, no, in ja, zadnji meseci, zadnji mesec pa sploh, no. Fizično pomeni to, koliko na dan, koliko je kilometrov na dan na kolesu, recimo, tako ali drugače? Ja, sej tako nekje 2 uri na dan približno, no, zdaj treniral sem prej tudi približno toliko, ne, zdaj v zadnjih mesecih, zadnji mesec, sploh zadnji tedni so bili pa predvsem posvečeni temu, da sem se prilagajal na velodrom, na to specifično pozicijo na tem,
posebnem kolesu in to je bilo v bistvu v zadnjih teh mesecih najbolj pomembno. To je bil namreč že tretji tovrstni podvig Andreja Žavbija. Prejšnja dva je dosegal še v nižji starostni kategoriji 60+. Prvič je bilo to leta 2020 na dirkališču v Varšavi na Poljskem, ko je v 1 uri prevozil 45.732 metrov, leto kasneje pa je svoj lasten rekord na tem istem dirkališču v Novem mestu podrl za 523 metrov in prevozil 46.255 metrov. Zato, da se doseže svetovni rekord, ni dovolj samo imeti v glavi in v nogah, ampak tudi kje drugje. Kakšne so bile tovrstne, to se pravi finančne, organizacijske priprave na to, da se lahko potem postavi rekord? Ja, ta mednarodna kolesarska organizacija UCI v bistvu ima za te rekorde zelo stroga pravila, ne, in vseh teh pravil se je treba strogo držati, da se ta rekord prizna in prvo je treba veliko administrativnega dela, potem oprema je specialna, je ni lahko dobiti, ne, in vse to uskladiti je kar zahteven projekt, no, in na koncu koncev si sam odvisen od vsega tega, sam si odgovoren za to, če se ti slučajno ne posreči, potem je to v bistvu cel kup ljudi, ki nekako čutiš do njih eno odgovornost. In v bistvu jaz sem imel zelo veliko teh prijateljev, Kolesarska zveza mi tokrat zelo veliko pomagala, no, tako da se vsem zahvaljujem. Sej bi kar težko naštel, ki jih je toliko, no, ampak v glavnem hvala. Dosedanjega svetovnega rekorderja sicer osebno ne pozna, je pa dodobra preučil delo, zmote, uspehe in neuspehe dosedanjih rušiteljev svetovnih rekordov in ni jih malo. Ja, jih je kar nekaj, no, svet je velik in v bistvu je nekaj teh v vsaki kategoriji, v bistvu neka taka zanimivost, ne, tudi v kategoriji nad 100 let imamo, v tem imamo svetovni rekord. In ta je? Zdaj ne vem, nekje okrog med 20, 30, 25, nekje tam. Kolesarska zveza Slovenije je Andreja Žavbija 4-krat doslej razglasila za najboljšega amaterskega kolesarja v Sloveniji, lansko leto pa si je zaslužil priznanje za posebne dosežke, tako kot na primer Primož Roglič. Predvsem za 2-kratni naslov svetovnega prvaka v cestni vožnji s starimi kolesi, v šprintu in v vožnji na čas in 2 medalji na svetovnem veteranskem prvenstvu na dirkališču v Franciji, srebro v zasledovalni dirki in bron na dirki za točke. In načrti za naprej, za preostanek letošnje kolesarske sezone? Ja, zdaj se začnejo te cestne dirke, v Italiji so se že začele, sem jih že nekaj spustil, zdaj v soboto, nedeljo bom šel tja. Pol pa tako po tem programu, kar je v Sloveniji dirki, bom sigurno se udeležil, pa teh svetovnih prvenstev pač bom videl. Zdaj čistočnih načrtov še nimam, ampak ja, bo kar pestra sezona. Skratka, za Andreja Žavbija se največkrat uporablja pridevnik neuničljivi, predan dirkanju v vseh disciplinah, od cestnega do dirkališčnega kolesarjenja, ciklokrosa in gravljanja oziroma makadamkanja. Jadralni klub Kermar iz Črnuč je za slovenski kulturni praznik na Zbiljskem jezeru organiziral že tradicionalno regato, poimenovano Povodni mož. Regata je bila organizirana v kategoriji Mini 12, s katerimi člani društva vsako zimo že tradicionalno prezimijo na Zbiljskem jezeru ter lovijo lepe zimske dni, ko na jezeru ni premrzlo. Ob slabem vremenu s šibkim vetrom se je letos zbralo zgolj nekaj jadralcev. Startno mesto je bila čolnarna pri dotiku, kjer so tudi drugače privezane majhne in elegantne jadrnice razreda Mini 12, ki pa so navkljub velikosti izjemno primerne za jadranje. Kermar upravlja in obnaša se enako kot tavilke, niti pa treba pospravljati kuhne, čisto stranišča in podobnih reči. Te opreme pa nima. Za pričetek jadranja z jadrnicami razreda Mini 12 je bilo bistveno dobro sodelovanje z jadralci z Bohinjskega jezera, kjer imajo teh jadrnic največ in od koder jih pozimi tudi pripeljejo na Zbiljsko jezero. V bistvu je bilo tako, da je pred skoraj 10 leti Boštjan iz jadralnega kluba Kermar vprašal, če bi se dal 4 jadrnice posoditi. In ko so bile vrnjene, sva midva preden so bile vrnjene, vse popravljati, kar je bilo na tistih jadrnicah narobe, tako da so bile
v boljšem stanju, kot so bile posojene, in na koncu so bile potem tudi naslednje leto je bilo pol 8 jadrnic, ki so bile posojene brezplačno. Jadranje na jezeru je drugačno od jadranja na morju, saj konkretno na Zbiljskem jezeru veter pogosto menja smer, velikokrat pa tudi piha zgolj malo časa, kar vse vpliva na jadranje. Prva stvar je, da je treba vedeti, odkot pa kako veter piha. Če tega ne veš, pa ne rata. Drugače pa lahko pilješ na sapce, samo moraš vedeti, kako je. Pa še en trik je, ko je vetra premalo, da bi jadra napel, je treba nagniti jadrnico za to, da teža jadra spravi v obliko, pri kateri so lahko učinkovita. Tako je vsako leto eden od pomembnejših dogodkov v zimski sezoni ravno regata na slovenski kulturni praznik. Glede na to, da je Prešeren napisal zgodbo po vodnem možu, imamo mi lahko tudi regato v spomin njegovega povodnega moža. Če boste Zbiljsko jezero obiskali v prihodnjih tednih, boste lahko uživali ob pogledu na te lepe male jadrnice. Prva prometna nesreča, o kateri poročajo medvoški policisti, se je zgodila na Spodnji Senici. Neznani voznik je zaradi neprilagojene hitrosti trčil v prometni znak in po trčenju odpeljal. Policisti zato iščejo pobeglega povzročitelja in prosijo morebitne priče dogodka, da v času uradnih ur policije v Medvode, vsak delovnik do 15. ure, pokličejo dežurnega policista na telefonsko številko 01 361 9440. Trčili sta tudi vozili na križišču Gorenjske ceste in Žontarjeve ulice. Povzročitelj je vozil z neprilagojeno hitrostjo in še pod vplivom alkohola. Glede na okoliščine tako policisti zbirajo obvestila zaradi suma storitve kaznivega dejanja nevarne vožnje. V bližini servisa motornih kosilnic na Gorenjski cesti v Medvodah pa je prišlo do še ene nesreče. Ker si izjavi udeležencev nasprotujeta, policisti prav tako prosijo morebitne priče, da jih pokličejo za razjasnitev okoliščin prometne nesreče. Kaznivih dejanj policisti tokrat niso obravnavali, je pa hrup iz gostinskega lokala zmotil občana iz Zgornjih Pirnič pri nočnem počitku. Policisti sicer ob posredovanju v lokalu niso zaznali preglasne glasbe, a je prijavitelj kot priča dogodka vztrajal pri izvedbi prekrškovnega postopka zoper lastnike lokala. V Spodnjih Pirničah pa je prišlo do napada psa, policisti so lastniku nevarne živali izdali globo. V gostinskem lokalu v Medvodah je razgrajal pijan gost, a je lokal zapustil še pred prihodom policistov. Tega bodo poiskali na podlagi prijave preko posnetkov nadzornih kamer v notranjosti lokala in mu potem izdali odločbo o prekršku. Vse več je spletnih prevar in storilci so pri nameščanju vse bolj pretkani. Zato bodite res pazljivi in pazite na to, koliko in s kom delite podatke o svojih bančnih računih, ter seveda plačujte le tam, kjer ste prepričani, da ne boste ogoljufani. Gledali ste četrtkovo informativno oddajo. To je bilo vse za danes. Če ste pozabili na darilo za Valentinovo, zdaj je še čas, da nekaj hitro pripravite za praznovanje s svojo boljšo polovico. Uživajte in ne pozabite na čokolado. Lepo Valentinovo vam želim in nasvidenje do prihodnjega tedna. Lep pozdrav.